Ne me jeba, da bom tole zgubil. No, zdaj v bistvu to lahko poveš, ko itak ne bo videl nasprotnik pred dvobojem tega. Kakšna je tvoja taktika? Veš, da še ne vem čisto točno. Ne vem, bi ga začetka se jaz postavil, ker mislim, da me ne more. Ja. Da bi se postavil, pa ne me mlad, ker me ne bo, da ga mečkam zmatram, pa ga pol, ali bi kar takoj napolnil na to. Ne vem še. Ja, nimaš nobenega trenerja, da bi ti svetoval? Nimam cajt, ampak sej jaz to imam glavce za te zadeve. Imam, kar se borbe tiče, imam jaz več v glavku, kar v mišicah, po kondicijah pa to. Sem bil enkrat na turnirju kickboksa, 16-17 klubov iz Slovenije, sem bil drugi. Pa sem bil, mogoče, je bilo samo 20% slabših kaj jaz, ampak jaz sem s taktiko, tako da za taktiko se ne bojim. Okay. Pa praviš, mindset je velik. Tako. Dobar. A je koliko časa pa traja, če pač ga ne, kako se reče, nokautiraš prej? 2 minute je borba, 2 minute je runda, pa so 3 runde. Aha, to se pravi 6 minut max. Tako, ja. To pa valjda... Ne veš ti, koliko je to težko. Prejšnjič sem bil čist crk. Čist crk. No, dej, kje imaš pa rukavice? Rukavice, tle. Čelado imam tudi, sem tu svoje kupil. A tako, kakšna posebna oprema še, ko jo rabiš razen tega? Imam darilo za Pero Martiča. Aha, lepo. Čelada, tako da vse imam. Kakšno moraš imeti pa obutov? Tu smo obut, lahko so rekli. Kakoli lahko imaš. Lahko tudi bos boksah, če hočeš. Maš to. Maš to, navijamo za tebe. Pa veš. Vidiš, koliko imaš podpornikov. Evo, tole je pa Mojca, tudi boksa. Kako Mojca, bo zmaga? Bomo videli, upam. Naj zmaga najboljša. Tole je pa tvoj trener, ne? Tjaž. Kaj pa on prav? Ja, jaz pravim, da je 50-50, šanse so optimalne. Ona je manjša, hitrejša, tako da jaz mislim, da je bo šlo. No, super. Držimo pesti. Ljudje, zdaj sem pa mečkam, pa sem že živčen ratov. Prej nisem bil čist nič. Zdaj pa sem mečkam, ko se vidim, kako se drugi garbajo. Pa so drugi zmatrani, srečen, tudi jaz bom. Tako da samo upam, da se začne, pa da bom sposoben, da to se od sebe, to je to. Tomaž Gorec, ki je veliko resno. En aplavz! Vse se da, če se hoče. Tomaž Gorec. Na Pero Martič boxing eventu bom nakautiral Kimzija, ker je on en mali sprat. Bravo! Ostalo preberite v njegovi knjigi, ne bom jaz veliko nič. Produkcija vas sem prišel. Bravo, bravo! Hvala ti za darilo, hvala ti. Zmer mi prinesel še eno darilo, kadarkoli te pokličem, respekt. To se morajo drugi youtuberji gledati. Stara šola, ja, veš. Drugi youtuberji. To je drugi boxing, tle si v bistvu ne date da. Odriga! Okej, smo redi, kad slišite se. Akcija! Ajde, Tomaž! Ajde! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo! Bravo, Tomaž! Ajde, Tomaž, bravo, bravo! Častik! Gor ruke! Lepa, tehnična oba. Ulje! Bravo, Tomaž, to! Fizički vlažno da redu. Ajde! To!
to. Čas. Bravo. Gor ruke. Kici, nema! Bravo. Maš to, maš! Maš go! Maš. 60 sekund! 10 sekund! Bravo! Vesta čet i najveći za hajpa od vseh hajpa, crazy, pač to je ludo. By the way, še malo pa smo 4000 gledalcev! Spomnite me, da povem pričo o Balku. Samo povem pričo o Balku. Ajde! Ajde! Pokšaj! Akcija! Ajde, Tomaš! Ruke gor! Bravo, hak! Ajde, Tomaš! Svaka čast! Opa konce, brate, crazy. Bravo, Borec! Maš ga! Boji se! I za kim si ta prava še ni prišla? Ajde, Tomaš! Bravo, Tomaš! Ok, odeš opet telefon. Ajde, Maš! Bravo, lepa! Aperkat od Kimca je dobar, ej! Maš, Gorec, pazi aperkat se! Ajde, komor! Ajde, Gorec! Budi ga! Tomaš me isto ne rada. Krušek! Maš ga! Ja se sikaj moram u centru, da budeš čet. Povedaj go za tvoje sredstvo. Ej, respekt za oba, crazy. Bravo, čakaj ga. Ajde! Sudja! Bravo, Tomaš! Ajde, daj, še 15 sekund! Še 15 sekund, ajde! Zadnjih 15 sekund, zadnjih 10 sekund! Nasa ga, oj! Bravo, Tomaš! Nadigaj se. No. A boš kaj pil? Ne. Ja, samo digaj. Čet je, prej. Najprej tekmovati sem da veste, čet i najveći za hajpa od vseh hajpa, crazy, pač. Tomaš Gorec. Ej, svaka čast. Presenečaš, ja, imaš. Presenečaš me. Kliče mene Baldek, 10 minut do streama. Znao mene, kje to ne najde, tako da ja mene zastavljam. Granci, vi vsi gledate, kdo mislite da je zaenkrat zmagoval? Hajpa, Kimci! Ajde, peta! Ajde, Tomaš! Zadnja runda! Ajde, Tomaš! Bravo, Maš ga! Ajde, gore! Ej, sve roke gore! Ajde, Gorec! Sve roke gore, ajde, to bravo! Ajde, sve! Ajde! Kaj, pusti roke gore!
Spet bom brez glasov, da se drugo. Stop. Obračam se, ajde, akcija. Ajde, Tomaš. Tomaš to. Brek. Ajde, Tomaš, še malo. Udri ga! Telo! Brek! Ok, fight! Ajde, Tomaš! Še 25 sekund, zadnji 25 sekund! Ajde, zdrži! Zadnji 25 sekund! Bravo, lepo! Brek! Bravo, Tomaš! Zadnji 10 sekund! Ajde, fight! Zadnji 10 sekund, slavno! Labo zlata ruta, ker ne vemo. Ker sta bila meni da se vas podvračala, jaz te vidim malo vles. Marš! Prav, Tomaš! Ok, borca, stopite sem zraven. Prvo bi vas prosil res, en aplauz za mali respekt. Sodnika sta zopet odločila isti rezultat. In gremo po runda, okej? Prva runda. Tomaš! Kjer si? Oba sodnika sta odločila za drugo rundo. Je zmagal Tomaš! Okej. Ajde, Tomaš. Sodnik Grbič in sodnik Jure sta odločila, da zmagovalec tega fajta je Tomaš! Tomaš je! Dejno, poveži! Tomaš, kapo Življenje je dol. lepše, ko si tu konc. Pa še zmagal sem. Vsaka čast. Bravo. Malo 17. si na klicu. Če pa zgubil, bi pa se pa z glavo zizale tukaj. Samo še malo rezerve, pa sem se kurva trapa sem šparal. Ej. Len sem bil, len. Vse se da, če se hoče. Slabo sem to dopuštil. Važno, da je zmagal.
malce zdaj, ker si zdaj ne bi si imel koliko vozi, organizacija, da lahko moče in bo stvari, da bo malo Hvala je zmagovalc, Tomaž Gorec! Eni mi fukam na Instagramu, da izkoriščaš za svoje promocije. Jaz nekaj izkoriščam, on nas pokaže, da tako da jaz iskreno hvala, da ti zdaj na dušu piham. Tukaj smo povabili, ti ful hvaležen, če mi zgubo, hvaležen sem tukaj zelo prijatelj. Svatka čas, dober imen. Prav mislim, da se Slano Kreče, da si fenomen. Pa teh letih digitalna je. Zdaj nekaj, edino da bi mogel zrihtati Mike Tyson na tebi za naslednje. Tomaž Gorec, hvala ti za knjigo. Lahko grete pogledati njegovo knjigo, napisal je knjigo, ne rano knjiga. Jaz pa še seveda, četiri bo tebo brez knjiga. Zdaj malo naslovi prelej, pa te bojo naslovi Tudi jaz trebam nekaj zadati, da bo cela zaloga za njih, če trenutno to vrščenje, denar za mene, proti ki bo reč nekaj malega, Kazinovnija mag zdaj zgebati, 40 evrov, hvala še enkrat, kad si došel, respekt. Drugim srčko včet za Mane Bragarja, Tomaža, respekt. Hvala še enkrat. Ja neč, hvala vsem, da ste navijali zame, pa seveda naročil sem na moj YouTube kanal, da več ni izkoristil Pera Samadovska. Hvala ti. Ajde, živja. Oh my god, bro, Znali smo, da boš. Bravo. Kako sem se boril. Stvari boljše kot jaz, če se znam. Dobro sta v dva bila, to je lej, to vsaka čast. Spoštovanje, da pri takšnih letih, pa da to zmoreš narediti, klanjam ti se. No, vidiš, Tomaž. Klanjam ti se res. Koliko imaš Svaka kot- čast. Hvala. A ti veš, da cela dvorana je navijala za te? Vsi smo navijali za tebe. Vsi. V glavnem, jaz sem pa zmagal. Daj še mojega trenerja Silvo to vpraš, kaj prav na moje zmago. Silvo, dobro si ga Jaz pripravil. mislim, da sem Silvo je vrhunski športnik. dobro energijo prinesel, pa ta prave nasvete dal, da je to zdržal to, da je zdaj zdržal 3 runde, ker prejšnjič ni šlo to tako, ne? Sem slišala, neki sta imela neko Ja. posebno taktiko, Ja. dobro, to ne smemo Tako da smo govoriti. to zelo dobro speljali, ne Tomaž? Končno si prišel do svojega cilja. Pomagal si mlajšega, veliko mlajšega, kar je to zelo težko. Lažjega, bolj gibljivega, fant je zelo treniral, sem ga videl, da je bil zelo zagnan, ne? Ampak Tomaž je prišel, potamanil in to je to. Moram po pravici povedati, da velika je bila tudi taktika. Jaz sem se šparal prvo rundo, ker sem vedel, da bom crknil do konca. Izkušnja od prejšnjič, ne? In sem prav naredil, kakor se je skazalo. Ne bom rekel, nisem v ta zadnjo rundo nič več moči, ampak problem je pol dobiti to moč ven. In Jaz sem že kar nekaj kupil, sem bil nekako prepričan, da bom zmagal. In sem pol kar malo bolj zadržal, pa tako naprej, kar je napaka. In pol, ko prav prvo rundo zmagal, sem rekel, pa ne me jeba, da bom tole zgubil. Sem roko sem čist spustil, sem rekel, prva moram jo dvigniti. In pol, ki me je dvignil, mislim, ne vem, kdaj sem bil že tako vesel. Tako da... Tomaž, mene si presenetil. Pa Sem. ne, mislim, pač nisem dvomila vate, ampak fant je bil res ful mlajši, manj kilma, verjetno več kondicije, ampak sem opazila, da je v bistvu on bolj zmatran kot ti. Ja, jaz sem se došparal. Tako da... Mislim pa tudi, da sem bolj močnejši udarce dajal kot on meni. Ker jaz nobenega udarca nisem čutil. To si tudi Jaz sem jih sem čutil tukaj, da sem rekel, pizda, točko sem zgubil. Ne, ampak ni bil to udarc, da bi karkoli me zdrnil. Me Pero nekaj sprašal, me so vsi dobri. Je pizda, nisem jih nič dobil, kaj me tu sploh sprašuješ, ne. Tako da dobro je bilo, meni da februarja spet, tako da komaj čakam, pa se bom pa še boljš pripravil. Predvsem kondicijsko. A si kakšnega nasprotnika posebej želiš? Lej,
kjerkoli, razen Bavtka. Čeprav enkrat bi se tudi z Bavtkom, sem tle pa če skoraj vem, da nimam šans. Je točno tukaj, kjer več tako da. Ja, sam pa nima kondicije. Ja. Ima pa maso. Je premajhen ring, veš, da bi mu lahko malo. Če bi bil ring Ja, to je res, 2 ja. metra širi, bi še kako šlo tako. Pa ne. Bravo, dober si res. Vsaka čast. Evo, dragi gledalci, tekmo sem zmagal. Veselka radio. Vam imam pa še par stvari za povedati, zanimivih, tako da glejte do konca. Zdaj prvo, kar bi rad povedal, veliko ljudi me je pisalo, pa kvaj se ti tu greš, pa kaj ti tu treba, pa se ti splača pri teh letih, pa pa tretne. Ja, ljudje, ravno pri teh letih je treba, ne? Da bom nekako še vitalen nekaj časa, ne? In ljudje, če sem na kaj ponosen, sem ponosen na to, da se grem pri svojih 54 letih takole boksat. In tu so mi tudi tam vsi priznali, saj ste videli, vsi so name navijali, zame navijali, ne zato, ker bi bil bolj simpatičen od Kimzija ali pa karkoli, pa zato, ker sem starejši. Pa so rekli, kurc, za ta starega bomo navijali. Sem tudi jaz navijal, zmeraj za ta stare. Se spomnim v teku za Maurilija de Colta. Na 50 km je zmagal, je bil stržene 43 let ali pa celo več, ki je zmagal. Tako da, pač, ko sem starejši, imam zato malo več simpatij za navijati, ne. Tako da, ja. Pa, veste, zakaj je super iti v ring? Zato, ker te je strah. Tudi mene je bilo strah iti. Tako da, dajte, in v življenju, če ne delaš nič, kar te ni strah, pa neugodno, pa to polje življenje brez veze. In to, lejte, premagovati strah, to je ta glavno v življenju, ki mora človek početi. Človek mora početi stvari, ki jih težko dela. Ne pa kdo prav, jaz zato nisem, karkoli drugega delam, sem tu ne bi, ne? Lejte, to je največja neumnost. Če ti je težko telefon v roke prijeti, pa nekoga poklicati, pa reči, dober dan, kličem iz tega pa tega podjetja, tu pa tu imamo, bi kupil, to je največjim ljudem problem, zato sem rekel, pa vsi pravi, tu ne bi nikoli delal. Če tako rečeš, moraš ravno to delati. Ker ni zdaj fora, da ne boš ti prodajal. Lej, ti, če si za to sramežljiv, če ti to narodno narediti, ti pol mrske drugega šele narodno narediti. Tako da, če se ti upaš v ring stopiti, imaš veliko boljše možnosti v življenju, vam garantiram. Ne, lejte, tudi lahko bi jih fejst dobil. Tudi na treningu, ko treniram tle v Trebnjem, ko so vsi mnogo boljši od mene, veste, jih kar dobim, ne? Jih kar dobim. Tako da ob tej priliki bi se zahvalil Maretu, ki skupaj trenirava, in me je tik preden smo šli na Azore, smo imela z njemu borbo, tako borbo, ne čista pravo, ne, on je tudi mnogo boljši, ne, pa že prej sem v drugem, pa so me vsi šparali, sem rekel, nič me šparati. In pa me enkrat udar, se je kar ustrašil. Sem rekel, tako me moraš, da me bo izučilo, ne, da vem, kaj narobe delam, pa to, ne. In pol me kar je. In tudi on ima zasluge za tole mojo zmago. Tako da hvala, Mare. Hvala tudi mojemu treneru Alanu Štritofu, pa Janu Berusu. Jan mi je svetoval, da se naj prvo rundo šparam, pa da bo boljš. Tisti, ki ne poznate Jana Berusa, on je zelo dober MMA borec,
sem z njemu in tudi z Alanom Štritofom, mojim trenerjem, naredil intervju. Bom dal link, imate v opisu videa, pa si pogledajte ta intervju. Ne, drugače pa imam na treningu malo problema, ker sem veteran, me vsi malo šparajo. Zastopim, da je težko udariti, ne. Tako da, tako kot jaz, če me da žensko delati, ne delam glih rad ženskam, zato ker ne morem žensko udariti, ne morem, a šparam se, ne, tako da, ja. No, pol se moram še zahvaliti sopotnikom mojim po Azorih, Roku pa Maji, ki sta me gonila po tistih hribih, smo naredili po 15 do 20 km na dan, kdaj tudi več, ampak veste, to je bilo bolj malo ravnine. Tu ali je bilo takole gor, ali pa takole dol. In mislim, da sem tle dobil ful kondicije, tako da to je tudi ful pomagalo. Ker smo glih pri zahvalah, tudi Jaši se moram zahvaliti, ki je prišla video snemati, tudi Silvatu se moram zahvaliti, ki je šel z mano, pa v kotu stal. Silvata poznate, z menoj na potovanja hod. Pred kratkim so pa tudi intervju naredila in je kar zanimiv, pravijo ljudje, predvsem smešen. En je rekel, veš kaj, ful va je dober gledati, ful se nasmejem, ful je dober. In vidva, kar še snemajte to. Ampak ženske pa ne bo ta dubla, če boste take stvari snemala. Tako da, glejte, ta komentar dosti pove, tako da je mogoče zanimivo ta video pogledati. Imate tudi link v opisu. Hvala tudi mojemu nasprotniku Kimziju za pošteno in fair borbo. Simpatičen fant, tudi dober je natreniral, po mojem je malo kondicije zmanjkalo. Malo tudi sreče, če me ta prvi aprekat zadu, Madonna, lahko le spodaj, si ne upam predstavljati, ker veš, če dobiš tle strani, lahko dobiš še tako močno, ni tako hudo. Tale od spodaj bi bila pa, pa ima še usta odprta, se sploh ne mislim pomisliti. Tist na začetku si še enkrat pogledajte, tist počasen posnetek, kako je letelo. Tako da, Kimzi, sam treniraj, hiter si, ko hudič, trening, vzdržljivost, predvsem vzdržljivost. No, veste, kaj je tudi zanimivo, ne? To borbo sem potem doma pogledal. Jaz sem bil prepričan, da sem se mnogo bolj tepel, da je tu vse lepš videti, ne? Pa vidiš, kako slabo delaš. Tako da, to je ful dobro, ko se pogledaš in tudi jaz mislim, da bi se na teh treningih mogli mi več snemati. Ne samo borbe, tudi kombinacije, ki delaš. Ti misliš, dobro narediš, kurc narediš dobro, ko se na kameri vidiš, da ne narediš čist dobro, ne. Tako da to snemati bi se bilo treba več, ne, tako da. Pol veste, kaj sem tudi ugotovil, ko gre človek name, prehiter zamižim. To sem zdaj na ta zadnjem treningu, ko sem bil 2 dni nazaj, ugotovil, zamižim. Koliko imam še stvari za popraviti, ne. Tako da, ja, tu imam še veliko. No, seveda, zahvaliti se moram tudi Pero Martiču, ki me je povabil na to. Kakor sem že tam rekel, ne, super, da me je povabil, tudi če bi izgubil. Važno spet me je spravil, da bom treniral. In zdaj že napovedal nov event za februarja, tako da zdajle upam, da ne bom nehal nič vmes trenirati do naslednjega eventa. In bom pa še mnogo boljši. Mnogo boljši. No, pa ste videli, ker sem knjigo podaril Pero Martiču pred začetkom in jo pol Pero Martiču sem pokazal, da vam povem to zgodbico, kako je bilo, ne. Jaz sem res Pero Martiču zadaril mojo knjigo nesel, ne. In tam v garderobi, ko pridem noter, rečem, evo, Pero, le en darivček imam zate, imaš tle knjigo. Prav, pa daj mi jo pol tam, pred kameram, ne. Jaz sem rekel, lahko? Je rekel, seveda.
Tako da sem bil presenečen, ne, ker glejte, to je le gledalo 4000 ljudi, zdaj ima ta video posnetek že čez 30 000 ogledov, lej, da toliko ljudi vidi mojo knjigo, tu pa še v njej so nekaj debatirala, tako da to je neka reklama, ki mi jo on ni dolžan bil dati, zato sem mu izredno hvaležen in ne bom nikoli pozabil. Zdaj, če kdo misli, da sem jaz sam tu na silo prinesel to knjigo pa izkoristil, to ni moj način, ne. Če bi že hotel, bi ga prej vprašal, ampak se mi tudi tu ni zdelo, da bo ga sprašal, da bom zdaj z neko svojo stvar vrival noter, nikakor ne. Tako da, Pero, to ne bom pozabil, lejte, jaz doskrat cenim ljudi po takih malenkosti, ne. Mrzdo bi rekel, ne moreš ti zdaj neke svoje stvari reklamirati, sej, tudi, zdaj, če bi vsak nekaj takega svojega prinesel, sej bi tudi Pero enkrat rekel, kurcu izgleda, in zastopil bi ga, če bi tako rekel, ne. Tako da, ja. No, pol še par stvari, da vam povem. Pred borbo sem Pero tu pisal, pa sem rekel, Pero, daj mi povej, kakšna bo čelada, kakšna bo rokavice, da jaz glih take kupam. Prejšnjič me je motilo, ker sem dobil tisto vse prešvicano. Nisem tako natančen, ampak tu me je pa motilo. In sem se rekel, raje svoje kupam, pa imam pol še za na druge evente, pa tako naprej, pa sem kupil čelado pa rokavice v Fight Shopu. Cena ugodna. Dali so mi še en popust in sem to kupil in imam zdaj svoje, tako da tudi tu mi je 5% pomagalo za zmago. Potem tam eni so se delali norce na enem drugem YouTube kanalu, da sem v pajkicah. Zakaj sem bil v pajkicah? Jaz se v pajkicah dobro počutim. Veliko boljš kot v kratkih hlačah. Nekako se čutim bolj zaščitenega, v glavnem boljš se počutim. Ne vem zakaj. Jaz sem te pajkice čisto namerno oblekel, prejšnjič na zadnji borbi sem bil v kratkih hlačah, zato ker se preprosto bolj počutim in sem vedel, da tudi s tem imam 3% več za zmago. Tako da, to je to, zato sem te pajkice, ne. Zdaj, kar se tiče snemanja, sem majčkeno zamočil, nisem nastavil tle na telefonu, da je 60 sličic na sekundo, tako bi bili te počasni posnetki še boljši, ne. Tu moram za drugič poštimati, mogoče celo kakšen fotoaparat dobiti, da ima 120 sličic na sekundo, ker pol, če počasen posnetek, je to pomembno, da je veliko sličic na sekundo, ne, tako da to. No, pol moram pa še to povedati, ne. Kaj je to bilo, jaz sem bil že po prvi rundi prepričan, da bom zmagal. Prepričan, čist. No, se to fino, da sem bil, ne. Pol pa konc, Pero prav prvo rundo dobil Kimzi. Kaj je zdaj to? Dobro, tudi šokiran sem bil, jaz sem bil prepričan, da se gre po udarcih, ne. Tako, ko sem kdaj boks gledal kot otrok, je bilo, koliko je kdo udarcu dal, se prav nima veze, lahko Kimzi prve 2 runde dobita, zadnjo rundo mu pa jaz toliko udarcu dam, da pol na koncu je zmagam. Sem mislil, da je tako, sem zgledal, da ni tako. In pa prav, Pero drugo rundo Tomaž zmagal in sem rekel, če ne bom tole zmagal, ne gre pa vse skup v. In dobro, pol hvala Bogu, da sem. Ampak, veste, jaz sem bil tako prepričan med borbo, da sem boljši, tako prepričan, ampak pol, ko sem pa gledal posnetek, pa niti nisem bil tako prepričan, ne. Čeprav sem pa zelo malo udarcu dobil. Močnega skoraj nobenega ne
rekel, ne, tako da me je pa ene dvakrat, trikrat je pa mu Kimzi fej smučan udarc, pa me je hvala Bogu zgrešil, če bi me s tistim zadubil, Bog ve, kako bi bilo, ne. Tako da, ja, sem bil že v skrbeh, da ne bom zmagal in ker malo preveč samozavesten, ne. Tako da, ampak glejte, dobra izkušnja, tako da februarja ne bom tukaj prepustil zadevam sreči, bom rekel, ne. Bom jaz kar lepo že prvo rundo napolnil, lej, in to je to, ne. Moram predvsem tudi na kondiciji delati. Na kondiciji, ne, tako da to je to. No, za konec naj vam pa še povem, zakaj se splača trenirati boks. Glejte, prvič nekaj moraš trenirati, ne. Glejte, si čist drugačen človek. A še tudi, da vam povem, no, ko sem se na videu gledal, ne, Madonna, predebel sem. Se jaz bi kar dobro izgledal, če bi shujšal ene 10 kil, a? Napišite v komentar, se strinjate ali se ne strinjate. Se rekel, pizda sem en debeluh. Pa da vse te kile tudi nosim, ne, tudi ni zdrav, tako da jaz moram nujno shujšati. In če bom to redno treniral, sigurno bom, ne. Sigur, čeprav požrem tu, da, joj, ljudje, kaj bel, koliko jaz požrem. Saj jaz čudno dnevno 150 kil, kolikor požrem. Jaz sem mašina za drek delati. No, zakaj se splača trenirati boks? Glejte, jaz sem tudi nekaj na en pilates šel, ki hodijo moja žlahta. Pa mi je bilo čist brez sveze, dolg čas. Boks, zame osebno je boks najboljši šport. Najboljši. No in naj še povem, jaz hodim v top gym v Trebnje, ampak ne hodim na boks. Hodim na tajski boks, ampak delam večinoma samo boks. Ampak ogrevanje imamo, se tudi raztegujemo, pa tu, kar je fino, ker jaz sem trd, tako ne, prepogence, tako da to je zame idealen trening. In tu zahvala trenerju Alanu, da mi tu omogoča. Sem ful vesel. In veste, koliko se pri boksu zmatraš, veš, koliko energije daš. Tu ne moreš misliti, tu je majica čist premočena na koncu. To pomeni, da daš energije, še pa še. Pa ne vem, kako temu Alanu tu uspe. Tega treninga je kar naenkrat konc. Jaz karkoli sem do zdaj treniral, vem, da sem zmeraj na uro gledal. Tle ne gledam, je takoj konc. Zaspan sem, sorry, pozno snemam tu. Tako da res je ful dober, ne, in zdaj na tajski boks pa nočem, ker ti se pa z nogam, so pa hitre poškodbe, če ne drugega te malo zaboli, pa ne, če te low kick brcne fejst v kolen, ti kakšno ves pretrga, pa take stvari, da zato sem jaz prestar. Za mlade, ja, za mene, veterane, pa ne. Pri boksu pa se nimaš kaj hudu poškodovati, ne. Tako da meni je boks fantastičen. Pa lejte, moški, ne, računajte, ne, lejte. Časi so taki, čedalje več lopov, čedalje več kriminala. Lejte, je fino, da mečkam znaš. Da te čisto vsak ne more ustrahovati. Pa če se vidiš, da ti neki krade, da ne bežiš, da se upaš postaviti, pa tako naprej, ne. In tudi dvigneti počutje imaš ful boljš, kondicijo, shujšaš, kar je tudi ful pomembno. Samozavest dobiš. To še posebej za tiste samske je to zelo pomembno. Ja, vidite, in še en primer, kdo jambra, da je osamljen. Ker se veste, tisti, ki me spremljate, jaz pravim, če kdo osamljen, je čisto sam kriv.
či sam kriv. Sem v tem, ker že dosti dobrih videov posnel, upište usamljenost Tomaž Gorec v Google, pa v YouTube, pa boste jih videli. Glejte, ja, če si usamljen, pej trenirati, tajski boks, karkoli. Kar se usamljenosti tiče, lejte, to je samo zgovor. Na tisoče dejavnosti imaš, ki lahko greš. Če ne drugega, imaš na Facebooku skupine, ki se ljudje dogovarjajo, pa skupaj po hribe hodijo. Pej tu. A ja, ne da se ti v hribe jeti. Ja, zastopam, lej, pa ker bo tu usamljen, ne. Tako da tisti, ki je danes usamljen, lej, ne bom zgubljal besed, je sam kriv. Napište, če se strinjate z menoj. Tako da tudi, ne, lejte, ne, mislim, imaš spet neke nov krog ljudi. In so taki, mislim, meni so te ljudje všeč, zato ker jim je pomembno zdrav stil življenja, pa tako naprej, ne. Jaz se tle vidim in mi je prav fino, tako da pa, lejte, ta Jan Berus, vrhunski MMA borec, lejte, mi je prav čast, da lahko treniram z njim, kdaj tu delam z njim, tako da drugače ga ne bi poznal, tako ga pa poznam, ne. Tako da, evo, to sem vam hotel ljudje povedati. Hvala vsem, ki ste pogledali ta video do konca. Dajte en test, da naredimo. Lahko komentar napišete, pogledal do konca. Da vidim, koliko vas je pogledal do konca. Tudi tole moje nakladanje na konc. Ko sicer mislim, da je kar ok, da kaj pametnega sem povedal, no, tako da je tudi to mogoče zanimivo pogledati. Tako da ja, hvala ljudje, se vidimo na naslednjem box eventu, naročite se na moj kanal, kolikor še niste, pa seveda tudi pogledajte, kakšne intervjuje, moje potovanja in tako naprej. Hvala, adijo.